Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Stroške gostovanja, spletne strani in vseh fajlov Apparatusa tokrat sponzorira podjetje Design, ki se ukvarja z industrijskim in grafičnim oblikovanjem ter oglaševanjem in je na internetu na www.de/sigen.si. Sicer pa je Apparatus trg že leto dni in je v tem času z odzivom sogovornikom in kar je še bolj pomembno, vrst poslušalcev presegel vsa moja pričakovanja, tako da vse skupaj še z večjim veseljem počnem. Tako da sem tudi na urgiranje nekaterih poslušalcev omogočil, da lahko tudi vi pomagate Apparatusu direktno, ker sponzorji ne morejo vsega pokriti. Te intervjuji pa pač terjajo svoj cajt in jaz sem samo en model z mikrofonom in računalnikom. Tako da, če bi radi pomagali Apparatusu, greste lahko na apparatus.si/podpri, link bo tudi v vseh postih. In če imate možnosti, pač podprite Apparatus, ker bom tako lahko še več truda in cajta vložil v sajt, v intervjuje in v vse ostalo. Tako da, če imate možnost, apparatus.si/podpri. Hvala. Tole pa je 51. epizoda Apparatusa. Moj gost je Juš Milčinski, ki je improvizator in je del improvizatorskega gledališča Iglu. In Juša ste zihar že kdaj videli nastopati ali na odrskih deskah pač kot improvizatorja oziroma tudi na TV-ju se dostakrat pojav. Zdaj pa naprej začnemo. Še enkrat, če imate šanso, podprite Apparatus, se ga da tudi finančno oziroma lahko daste tudi oceno v iTunes, ker tako še kdo lahko najde ta podcast. Evo. Zdaj pa Juš. V glavnem prvo vprašanje, ki je vedno isto, kdo si in kaj počneš? Sem Juš Milčinski, improvizator v prvi vrsti, sicer sem pa tudi organizator v kulturi, ampak mislim, da to ljudi ne zanima toliko, ker mogoče ta ukvarjanje z improvizacijo na tak in drugačen način, seveda gledališko improvizacijo, da ne bo pomote, da sem kakšen glasbenik ali pa kaj taskem. Da si mogel takoj. Takoj moram povedati, da ne bo, da je nekaj na kitaro zašpili, ne, to ni moj del. Ok, me je bilo, mislim, tako, ker jaz sem impro spremljal pač valjda, tako kot po mojo vsi Ljubljančani čez gimnazijo, se mi zdi, da v Kudu nas je največ to videlo od blizu, ampak tako, kad ti rečeš, da si dejansko improvizator in samo improvizator, ti si tako pač, ne vem, pojem še malo stand-up pa zraven pa nekaj, ti si prav pač impro, tako, to the bone, kaj to pomeni tep? Ja, to je res, ogromno improvizatorjev se je pol z leti začeli ukvarjati z stand-up komiko ali pa so šli v kakšne bolj gledališke vode, dosti jih dela recimo ulično gledališče, jaz se pa v bistvu umetnosti sicer sem zajadral tudi recimo kaj v gledališke predstave za otroke ali pa za odrasle, ampak v osnovi mi je v bistvu improvizacija najbolj všeč, kar se tiče umetnosti. Pri improvizaciji v bistvu, kar mene zelo fascinira, je to, da nimaš vnaprej napisanega scenarija. To se pravi, da ustvarjaš sprot in si hkrati igralec, scenarist, režiser svojega prizora, in v bistvu sodeluješ z ostalimi improvizatorji. To se pravi, greš na oder, oba morata biti brez kakršne koli ideje, kako narediti prizor in potem v bistvu iz tega probaš nekaj stkati. Je mogoče tudi en tak adrenalinski šport to, zato ker si v bistvu pred občinstvom, ki je plačal za to, da se bodo imeli fajn, tim pa moraš seveda nekaj dati, s tem, da ne veš, kaj točno jim boš dal. No, lepa naprej greva pač čisto na samo to obrtne improvizatorstva. Mal povej tako, za kakšnega, ki tega še ni odblizu, kako izgleda tekma, pa da to sploh je tekma, recimo. Kakšni so vsi te sistemi tekmovanja pri improvizatorstvu? Tako čisto en tak one-on-one, če eno mogo razložiti, ki tega še v življenju ni videl. No, zdaj, formatov improvizacijskih je več. Eden izmed njih je tekma. To v bistvu izgleda tako, da imaš dve ekipi improvizatorjev, od 4 do recimo 6-7 ljudi na odru, enega povezovalca in sodnike. Tako je v bistvu neka taka mešanca gledališča pa športa in improvizatorji v bistvu tekmujejo med seboj v igranju improviziranih prizorov. Te imajo neka določena navodila, ne vejo pa seveda, kaj točno bodo improvizirali, ker da vedno občinstvo tisti predlog za to, da se res ve, da je improviziran. Potem pa obe ekipi v bistvu igrata te prizore, občinstvo sprot ocenjuje, kjera ekipa jim je bila bolj všeč, isto naredijo sodniki in na koncu dobimo enega zmagovalca te tekme. Pol pa seveda ekipa, ki zbere največ zmag v eni sezoni, postane prvak improlige in pač dobi to čast in slavo. Zdaj so pa seveda pol tudi drugi formati, ki mi rečemo long formi oziroma daljši improvizacijski formati, ki pa sploh ni nujno, da so tekmovalni. To je lahko v bistvu celovečerna improvizirana predstava, ki mogoče vzame samo en predlog od občinstva in traja recimo uro 15, uro pa pol in je popolnoma improvizirana. To se pravi tako, da bi šel recimo v gledališče, samo do resnici
so se te improvizatorji pripravljali na nek drug način. Niso se učili teksta, ampak so v bistvu vadili neke improvizacijske strukture ali pa strukture zgodbe, zato da so lahko pa končno naredili eno zgodbo, ki je bila občinstvu všeč. No, in glih ta del lepo s to napelov. Koliko je te obrti? Veš to, kar reče, da se drugače učiš, ker tam imaš pač v klasičnem gledališču imaš scenarij, se ga je treba naučiti, pol režiser pove svoje in se pol to odigra. Kaj pa kle delaš za pripravo? Za pripravo mladi improvizatorji predvsem začnejo delati zelo veliko na asociativnosti. To se pravi, da skušajo pobrati asociacije tako besedne kot gibalne, zvokovne in tako naprej, zato da jim začnejo možgani pravzaprav razmišljati v tej smeri, da dobil sem nek predlog, moram razmišljati, kaj lahko s tem predlogom naredim, kako lahko igram en prizor. Potem se pa ogromno dela na spontani zgodbi, to se pravi, da se v bistvu postavi struktura zgodbe, kako naj bi ena zgodba izgledala. In bolj, ko dobiš to zavest, lažje te v bistvu potem igrati prizore. Ker igrani prizori napram eni improvizirani zgodbi niso nič drugega, kot to, da to zgodbo zdaj postavimo na oder, pa jo seveda tudi igramo. To se pravi, da jo ne bomo samo povedali. Pol pa improvizator v bistvu spoznava tudi druge zadeve, kot so recimo improvizacijski žanri, statusi. Dobro je recimo vedeti, da v nekem prizoru se bo izpostavila neka rdeča nit in ta rdeča nit je fajn, da je pomembna. To se pravi, da bo občinstvo mar za to, kar tvoji karakteri delajo na odru, da ne bojo rekli, on zdaj recimo lima eno vazo, ki jo je razbil, ampak to vazo je razbil in to je vaza, ki je kupila neka teta, ki bo prišla čez 5 minut na obisk. Takoj se bo občinstvo povezalo s tem karakterjem in bo seveda zanj tudi navijali v tem smislu, da upamo, da mu bo do konca prizora uspel to zalimati. Pa zdaj, tako, ker ste vi na odru, pa vse klasično vprašanje, kaj je neki ne rata, ampak mene to ne zanima toliko, ker sklepam, da pri improvizatorstvu je malo več manevrskega prostora, če grejo zadeve, ne grejo tako, kot človek hotel, lahko dosti spremeniš, a to je predstavljam si, da res, vedno lahko iz riti potegneš različne zadeve. Definitivno se dogaja, da kakšen prizor ne uspe ali pa kakšna predstava ne uspe, ampak se mi zdi, da improvizatorji v bistvu s tem živijo in tudi njihovo občinstvo mora to razumeti. Se mi zdi, da kot improvizator imaš to nalogo, da občinstvo razložiš, lejte, mi bomo igrali, potrudili se bomo, definitivno smo dobri umetniki in obrtniki, imamo pa seveda ta manevrski prostor, da fejlamo. In tudi kot improvizator moraš to doživeti. To se pravi, da imam tudi možnost, da mi nekaj ne bo uspel, ampak bom probal ta drek čim bolj lepo predstaviti in se na koncu tudi pokloniti in seveda priznati in biti iskren, da mogoče pa ta stvar vse ni toliko uspela, kot smo si zamislili. Ampak to, veš, kaj ti ne rata, glih ta del je meni tako zmerom fascinanten. Isto sem s Perico Jerkovičem govoril, ko bolj stand-up dela, ko on se pol dere v avtu na poti iz nastopa, če kaj ni ratal, pa samo sebi govori. Sem se mi zdi tako, veš, pač kjerkoli folk nastopa tako pač golo pred občinstvom, se mi zdi, da pač nekako moraš čez to iti, veš. Zato sem pa rekel, da ti se je malo preveč klasično vprašanje, ko ne rata, ampak kako se ti s tem spopadal, veš, od začetka, pa kako je zdaj. Ta del mene najbolj zanima, veš, na začetku, ko ti kaj ne rata, se Iber bolj sekiral, a zdaj lažje zracionaliziraš, veš, kako se ti s tem spopadaš? Mislim, da se zdaj v bistvu bolj sekiram, če kakšna predstava ne uspe, kakor včasih, ker ko smo s tem začeli v srednji šoli, je bila zelo igra, pač si odigral, probo si, itak, dokler si začetnik, ti itak si ploska, ima bravo, lej začetnik naredil, tako kakor majhnemu otroku ploska, prve korake je naredil, pa kad že znaš hoditi, pa čakujo, da ne boš zdaj skozi padal, in moram reči, da se definitivno zdaj bolj sekiram, kadar kakšen nastop ne uspe, s tem, da improvizatorji smo hecni, včasih se kar malo bojimo analizirati, lik zato, ker je improvizacija, rečemo, se je improviziran, naslednjič bo boljš. Ampak se mi zdi, da je fajn včasih se usesti pa tudi premisliti, zakaj je na določena predstava ni uspela. Ni nujno, da so vedno krivi improvizatorji, lahko je bil prostor napačen, mogoče atmosfera ni bila prava, da se občinstvo ni uživelo to, lahko si bil pa tudi ti za nič, in to se je treba priznati. Zdaj, če je to nek generalen problem, zakaj neko improvizirano zgodbo ne znaš postaviti na oder, pol je treba iti spet nazaj
malo v zapiske ali pa v razmišljanje o vaji in tako naprej. No, včasih se pa pač zgodi, da imaš slab dan, da si utrujen in pač ne gre. Okay, kako pa zgleda večer ali pa dan, ko imaš eno to daljšo varianto, da ni zdaj tekma, veš, ker se lahko mogoče malo nasloniš na format B, kot na teh predstavah. Ne? Kako ti pa zgleda ta mentalna preprava, ki naprej greš na oder? Pa se tebe konkretno sprašuje, ni treba sprašovati, dejansko, kaj ti počneš? Moram reči, da zdaj če dalje manj. No. Doskrat se mi zgodi, da prijem službe, pa grem pol direkt na predstavo, pa sem tam. Fajn mi je, da sem na samem dogodku recimo 1 uro prej ali pa vsaj pol ure prej, tako da imam čas se usest, pa si vdahniti, pa kaj spiti in pol pa čiti na oder. Ne. Zdaj improvizatorji so doskrat, temu rečemo, ogrevamo, to se pravi, delamo kakšne vaje z asociacije ali pa take zelo bedaste vaje, da v bistvu da možgani malo začnejo delati. Kar se mi zdi bolj pomemben je pa, da so to vaje predvsem zato, da se malo povežeš s skupino, ne? Da pozabiš, si mogoče v tej skupini komu kadarkoli kaj zameril ali pa da si ne vem, da si imel slab dan, da pozabiš te zadeve in da se v bistvu tam povežeš kot skupina. Se mi zdi, da je to bolj pomemben, kot zdaj moramo pa, ne vem, natrositi v 2 minutah 300 asociacij, ker pa bojo naši možgani delali super in bo tudi predstava odlična. Ja, ker se mi zdi, da ta improvizacija je res ena od teh form, ker ta interakcija med ljudmi na odru mislim, je skoraj bolj pomembna, kot kjerkoli drugje. Ali imam jaz napačen občutek? Zaradi tega, ker se mi zdi, tako kot sem rekel, tudi te zamere, da malo pozabiš, ne. To je res treba dati kle na stran, ker se mi zdi, da, ne vem, igralci, ne, še zmeram lahko splužijo čez ti scenarij, ne, kle, ker se pa toliko odbija eno od drugega, ne, morate pa vsi biti saj za 1 uro frendi, tako najboljši, ali ne? Ja, definitivno, no. Mislim, da to predvsem vidiš, ko greš nastopati z improvizatorji, s katerimi ne nastopaš redno, ne. To se pravi, da se recimo v tujini dobimo improvizatorji ali pa vse lahko tudi kaj v Sloveniji, no, pač so definitivno improvizatorji, ki se gibljajo v različnih krogih, zdaj s kakšnimi igraš veliko, s kakšnimi ne igraš nič. In se mi zdi, da je bolj to, koliko ta tvoj soimprovizator pozna podobne tehnike, da je bolj pomemben, da se ti s tem človekom ujamaš, ne. Ker bolj, ko boš odprt do njega, lažji boš delal ene stvari, bolj boš v prizoru, bolj boš skoncentriran in tudi ne boš toliko, bom rekel, pazil na njega. Ne? Ker to se doskrat zgodi, ko gledam, kadar se recimo ena mednarodna skupina improvizatorjev dobi, da smo vsi zelo pazljivi, ne? Pustimo vsakmu malo prostora, da bo povedal svoje. Ampak pol v bistvu, ker smo vsi toliko tega navajeni, pustimo drugemu vsi prostor in pol na koncu je krat en vakuum vmes, ker se nič ne dogaja. Tako da ja, ta povezanost je z improvizatorji je definitivno ključnega pomena, no, se mi zdi za dobro predstavo. Še sem se hotel vprašati, ne, pač ta razmerje med komedijo, ne, pa dramo, ne, saj tako resnostjo, ne, ali pa komedijo, pa improvizaciji, je pač, komedija je nekako v DNK-ju, ne, improvizacija, bi težko ali ne, ker jaz vse, kar sem imel stika, ne, so bile več ali manj smešne zadeve, ne, ampak pol slišiš, da kdaj pa tudi to tako dramo naredijo, ne, pa improvizira, ne, ampak kakšen misliš, da je ta razmerje, ali pa saj pri nas kakšen je? No, paleta definitivno je lih toliko široka, kakor v klasičnem gledališču, so pa definitivno, bom rekel, 85-90% predstav so orientirane na komedijo, ne. Mislim, da je že narava improvizacije taka, da v bistvu s to svojo spontanostjo občinstvo preseneča in da jim je to pač v tem smislu tudi zelo všeč. Ker pač komedija ni nič drugega, kot to, da imamo pač neko točko oziroma pač neko pot, ko jo nakažemo iz točke A v B, ampak pol v bistvu spontano zavijamo nekam drugam in to je ljudem všeč in takrat se sprostijo in nasmejo. Ne? In pri improvizaciji je s to spontanostjo tega še veliko več, kot mogoče v kakšnih drugih žanrih. Je pa tako, da se delajo tudi definitivno improvizirane drame. Zelo je rad trend v svetovni improvizaciji to, da vzamejo enega avtorja, pa delajo potem en približek temu avtorju. Ne. Recimo, jaz sem bil na festivalu v Berlinu 2-3 leta nazaj, kjer se je delal švedskega dramatika Strindberga, ki ima absolutno samo depresivne stvari. Ne. Ima resne te družinske odnose, sicer je mečkam humorja noter, ampak je zelo pač skandinavski, črn, ciničen. In so bile predstave, ki smo jih delali in jih
in jih tudi potem gledali, so bile v bistvu narejene zelo resno v tem smislu. Ne. Ali pa recimo Tennessee Williams se je isto na istem festivalu delal in se je delal po principu te steklene menažerije in je bila resna scena. Ne. Zdaj pri nas, bom pa rekel, večinoma je definitivno komedija, se pa trudijo improvizatorji tudi v drugi smeri delati, da bi delali mogoče malo bolj resne predstave, ampak zato pa rabiš definitivno tudi eno dobro igralsko podlago. No. Jaz mislim, da se ne moreš lotiti ene drame ali pa resne improvizacijske predstave, če si sicer dober improvizator, ampak za nič igralec, ker ti pač ljudje ne bojo verjeli temu, kar delaš na odru. Ne. No, kaj pa je pol razlika tako med igralcem pa improvizatorjem? A veš, kaj skill set je tam, ne? Mislim, toliko dalec te dve vloge spet nista, ne? Ampak kaj je pol ta razlika? Ja, skill set mislim, da v osnovi bi mogel biti podoben, ne? Improvizatorji bi morali imeti veščine igralcev in igralci bi morali imeti veščine improvizatorjev. Ampak moram reči, da v večini primerov vsaj pri nas temu ni tako, ne? Večina improvizatorjev pri nas, bom rekel, ni šla v kakšen gledališki klas, ali pa mogoče so naredili kakšen zelo tak basic training, kakšnega gibalstva ali pa klovnostva ali pa kaj tasga. In se včasih to pozna, ne. So izvrstni izdelovalci zgodb, dobro reagirajo, ampak ko je treba pa kaj malo bolj udarnega odigrati, pa hitro zmanjka. Medtem ko igralci pri nas, kolikor sem imel občutek, se pa improvizacije zelo bojijo, ne. Oni imajo pač, jaz moram začutiti to vlogo, moram se ji posvetiti. In smo že sodelovali z igralci kar ene parimi, so se pol na odru super izkazali, ne? Seveda zato, ker so improvizatorji tudi znali paziti na njih in so jim dali ravno dosti prostora za to, da so izpadli v redu, ampak so imeli pa ogromno treme, ne? Pri tem, ker kar nekaj so mogli si sami izmisliti tekst, ni bilo samo čutim to vlogo in jo bom odigral. Medtem ko v tujini je pa doskrat tako, da so recimo improvizatorji najprej igralci, grejo čez celo šolo, potem se pa v bistvu odločijo, da bi pa poskušali še z gledališko improvizacijo. In ta kombinacija je zelo uspešna. Si hkrati improvizator in znaš tudi dobro odigrati vloge, ne sam jih povedati. No, pa zdaj, ko si že tujino omenil, ne, zdaj, kolikor jaz poznam, ne, pa to je res bolj mal, je pač ta Second City v Chicagu, ne, je neka znana improvizatorska zadeva, sklepam, da je tudi tako, tam pač tudi vi kaj črpate, ali pa tudi ne, to už ti povedal, ne, pa neki Kanačani obstajajo, ki tudi vejo, kaj delajo, ne. A to imam bolj prav ali bolj ne? Definitivno je Second City najbolj znana improvizacijska industrija, bom rekel, ne. Tam v bistvu improvizatorje učijo obrti improvizacije. Je pa res, da se mi zdi, da tja ne grejo ljudje, ki bi radi bili v življenju improvizatorji, ne amaterski, ne profesionalni, ampak bi radi dobili nek skill set, ki jim bo potem pomagal za naprej. Ne. To so ljudje, ki bi radi konec koncev delali na televiziji oziroma prišli v Hollywood. To se pravi, da znajo improvizirati, da se znajo znajti, da bojo mogoče scenaristi, da bojo mogoče igralci. Ni pa definitivno njihova glavna želja ta, da bi postali improvizatorji. In to se v Ameriki kar doskrat pozna. No. Je sicer kar nekaj kakovostnih improvizacijskih gledališč, ki delajo izključno na improvizaciji, je pa dosti takih, ki v bistvu ponujajo klase, pa, ki seveda imajo tudi svoje predstave, no, ampak v bistvu njihova glavna panoga so te klasi, ki učijo ljudi, kako improvizacijo iz gledališča prenesti potem v neke druge žanre. Kanačani so definitivno, bom rekel, top na svetu. No. A ja, dejansko, mislim, res, jaz so ful nimam predstave, jaz to sam tako malo slišaš, da tako, pač lahko rečeš tako, da posplošaš, Kanačani so pač. So, sigurno so, no. Oni se ogromno z improvizacijo ukvarjajo tudi v tem smislu, da grejo res tisti ljudje, ki jih zanima improvizacija, se učiti improvizacija in potem tudi igrajo improvizacijo. Ne. In imajo tudi Orang festivale v Edmontonu, v Torontu. Mi smo skoraj vsako leto tukaj gostili dvojc iz Winnipega, Cramps, in imajo tudi v Winnipegu zelo dobro impro sceno, vse tja do zahodne obale. No. Mislim, da razlog malo tega je tudi, da je Keith Johnston, ki je bil eden prvih, bom rekel, teh impro gurujev na svetu, deloval v Calgaryju, zato se je potem ta stvar tudi po Kanadi dost razvila. Delajo pa zelo različne zadeve, no. Od komedije do resnih zadev.
ampak imajo, se mi zdi, eno boljših improvizatorskih šol, ki je potem prišla tudi v Evropo. No? Tako da včasih se celo pozna, da mogoče malo preveč igramo njihov stil, ne pa enega, bom rekel, da bi se prav razvil nek evropski. Zdaj, kar se tiče Evrope, je pa tudi v bistvu dosta razvita scena. No? V Nemčiji je ogromno improvizatorjev. Kar je meni smešen, da to rečeš, pač, ker so Nemci. Ampak ja, cool. Ja, da so šli iz tega svojega. Ja, ker tam noben ne upa uči gledati, veš, ok, pač fair enough. Ja, so hecni, no? So tudi drugačni improvizatorji. Ravno prejšnji smo se pogovarjali, smo imeli 2 Nemki, pa je Vid, ki je tudi član skupine Iglu, razlagal, on je bil pred kratkim je gostoval pri njih, pa sta pa te 2 Nemki prišli k nam, pa sta gostovali z nami. In je razlagal, da je bila ta razlika do nemške publike taka, da so morali narediti najprej nekaj resnih prizorov, zato da so lahko potem delali tudi malo bolj goofy prizore. Ne? In so v bistvu ljudje rekli, oni so pa dobri igralci, pa se bom smejal tudi tem bolj hecnim prizorom. Medtem ko pri nas je pa ravno obraten, moraš pa narediti nekaj hecnih, smešnih prizorov, da se bo publika sprostila, se imela fajn in pol bodo tudi zdržali kakšne bolj resne prizore. Tako da, ne vem, hecni so Nemci. Imajo pa definitivno zelo dobro mlado improvizacijsko populacijo, no? Po moje kar top v Evropi. Okay. Pa so Švedi, Norvežani, tudi v Veliki Britaniji je dosti tega. Španci so začeli svoje razvijati, Francozi, čeprav to je hecen, Francozi pa Španci imajo čist drugo sceno, kot pri nas, predvsem zaradi jezika. Ne? Če so kle pri nas zvezde, bom rekel, angleško govoreči Kanačani pa Američani, pa njih sploh ne poznajo. Ne? Poznajo francosko govoreče Kanačane in pač te iz svojega polja. Ne? Francoze, Avstrijci, Čehi imajo tudi kar v redu, celo impro ligo imajo, to se pravi isto, kot se pri nas imenuje tekmovanje. Medtem ko je pa hecen, da je tega zelo malo na Balkanu. No? Mislim, da je na Hrvaškem kakšna skupina, v Srbiji vem, da je ena, ampak ni se pa nikoli tja preveč razširil. Čeprav se mi zdi, da mogoče bi taka forma zanimala. Ja, se to tudi bi jaz prejka Nemce. Verjetno res, ja. Prej bi za Balkan rekel, kot za Nemce. Okay, pa zdaj tebe čisto osebno, da te vprašam, tako kot si rekel, ne, je improvizacija dosta bolj komična zadeva. Ne. Iz česa, mislim, kva pa ti, ki si bil mulc gledal smešnega, da ti je bilo kul? A veš, iz unih cajtov, ne nam res zdaj rekel, kva ti je zdaj, a veš, v improvizaciji glih nek vzor, ne. Ampak se mi zdi, da vsi, ki so nekako temu ali v stand-upu ali v improtu, ne, čim je nek ta smeh ali pa komedija zraven, a veš, smo dali te mi otroci Jugoslavije, Slovenije, ne. Na kva si se ti nalepil? Na kva sem se limal? Ja, jaz sem ogromen risank pregledal, ker sem bil mejhan. Mislim, da je bil takrat lih čas Cartoon Networka, da so takrat začeli furati, pa mislim, da je bil tudi Sky Channel, in Sky One, take zadeva, ja. DJ Cat. Tako, ja, evo, DJ Cat in te okolje. In se mi zdi, da po mojem bila to največja inspiracija, no, kar se tiče tega, kva je zdaj smešen pa to. Simpsonovi so mi definitivno bili od nekde všeč. Take zanimive, no, pa tudi s časoma pol sitcomi, no. Fraser, Seinfeld, tudi Friendse sem pogledal, čeprav zdaj to mogoče ne toliko zelo rad priznam. No. Take stvari, no. Moram reči, da še zdaj zelo rad gledam sitkome. Ja, veš, kot si rekel, Fraserja pa Seinfeld, ne. Se mi zdi, da tam to je ta neka ameriška šola serij, ki so mal, tako, ki niso friendzi, ne. Zdaj pa jaz ne znam razložiti, kaj točno to pomeni, ne. Ampak zdaj najbližji, recimo, improtu na TV-ju, ki se pride, ne, je v bistvu, kaj, Curb Your Enthusiasm, ne? Ja. A to si gledal kdaj, sem, ne? Ja, sem. Ok, pa zdaj kot improvizatorja, ne, zdaj to sem mogel nekako uturiti le noter, ne, This is Spinal Tap, ne? Kdaj si ga prvič videl, pa koliko ti je kul? Spinal Tap, kdaj sem ga videl? Mislim, da ne toliko zelo dolg nazaj, no. Definitivno sem ga gledal po televiziji, ampak ja, super zadeva, no. Definitivno. Nekaj, jaz nisem vedel, s kom se to pogovarja čim več, ker jaz hočem, da ta film res čim več ljudi vidi. Ja, definitivno priporočljivo, no. To je res ena genialna zadeva narejena in tudi zdaj, ko gledamo vse te sitkome, ki so narejeni kot neki dokumentarci, pač mockumentary, to Spinal Tap že imel, ne. In res tam misliš, da gledaš neke resnične osebe. Mislim, da je zato fajn, ker je res toliko iskren,
In enostavno ljudje res vidijo neke realne situacije, ne? Ni tako neka bizarna zadeva. Se mi zdi, da najboljša komedija je vedno tista, ki vidimo v bistvu neko iskrenost v tem, ne glede na to, koliko čudno je, ampak pač rock zvezde so take. Ne? Ja, se to Nina Kožar zmerom reče, da ki je delala v tej muzički industriji, da koliko je iz tam dejansko se napaja iz resničnosti, ne, cela zadeva. Da je to, ne. Ja, ko pol, recimo, The Office, ne, ki je bil nek, ali še od Gervaisa, to sklepam, da si tudi gledal, ne. Pa sem to, da ga spimam, ampak tam me bolj zanima, ker si ta mockumentary omenil, ne. Recimo, The Office je bil pa čist po scenariju, ne. Je bilo pa zelo malo te neke res ta pravga impro, da ni tako, ki je bilo par Curb Your Enthusiasm, ne. Pa me tako zanima, kako pri sebi gledaš, veš, karkoli delate pri predstavah, koliko imaš teh, ki so že malo naštimane zadeve, pa jih pol porabiš, ne. Pa koliko je res tizga, res sam, pač, da je impro, no. Vse v bistvu je oboje improvizacija, no. Ampak se mi zdi, kakšen je ta razmerje, veš, koliko se zanašaš na nekaj mogoče, veš, koliko je, saj okosti je predpripravljen, ne, oziroma koliko je tega, ki je res tako, zdaj sem pa tam in čez 2 sekunde se bo nekaj zgodil, pač. Pa to že spet tebe sprašujem, veš, tako, da naš misel je zdaj, da moraš za vse povedati, pač, kako ti to delaš, ne. Čisto iz mojih osebnih izkušenj moram reči, da manj, ko si pripravljen, boljš je. Pri improvizaciji mislim, da občinstvo zelo hitro skuša, vsaj to občinstvo, ki je, bom rekel, redno na impro predstavah, kdaj je bila ena zadeva vnaprej pripravljena. Pa ni nujno, da je to pripravljena, danes sem pa gledal kle eno foro, pa bom jo pol zvečer uporabil, ampak lahko se jo 2 sekundi, preden si šel na oder, si zamislil, ne, in boš šel gor, jo probal sprovesti, ampak ne bo šla skozi, no. Definitivno občinstvo bolj tripa na zadeve, za katere res vidijo, da so bile kar nekaj potegnjene nekaj iz dna hrbtenice in dane ven. Tako da se mi zdi, da se morajo improvizatorji kar mal past, da ne bi tega preveč uporabljali. Definitivno je fajn kot inspiracija, mogoče recimo predvsem karakteri, ker recimo Office je narejen na super karakterih in če imaš pač debilen šef, je lahko univerzalen karakter, ki ga lahko v improvizaciji uporabiš. Zdaj, če boš pa točno te fore uporabljal, pa se mi zdi, da bo občinstvo kar hitro zamerilo. Ne? Oni so vsem prišli gledati eno spontanost in želijo, da jih presenetiš. Pa še občinstvo omenjaš. Zdaj, jaz sem govoril zdaj že s parimi stand-up komiki, tudi v Aparatusu, ne? So praktično vsi rekli, da pač definitivno obstajajo tudi slabe publike, ne? Se tega si se že prej malo dotaknil, mene zanima, kaj ti misliš, so slabe publike ali je samo tako, imajo izgovor publika, da ga ima zmeram? Mislim, tako, kadar probamo biti politično korektni, rečemo, da ne, slabe publike ni, bila je atmosfera kriva, mi smo bili krivi, ampak je tudi, ne bom rekel slaba publika v tem smislu, da so zlobni in se ti zdaj nočejo smejati, ampak definitivno občinstvo, ki ni bilo na to pripravljeno, ali pa jih ta stvar ne zanima. No, jaz mislim, da najslabši nastopi, kadarkoli, ko sem jih imel, so bili take nastopi, kjer v bistvu občinstvo ni bilo razloženo, kaj bodo oni na odru zdaj sploh gledali. Je pa žal tako, da doskrat ravno pri takih korpo nastopih hoče občinstvo zelo presenetiti, ne, s tem, da imaš občinstvo, ki bo v teh primerih zelo odprto do nečesa novega, boš pa imel občinstvo, ki se bo popolnoma zaprl. In ko imaš zaprto občinstvo, ko ga to ne zanima, ko se rajš pogovarjajo s kolegi, kot da gledajo na oder, pol lahko temu rečemo, da je slaba publika. Ampak verjetno je bolj kriv trenutek, kot vsak posameznik tam v publiki. Ja, ok, to fair enough. Ja. To politične korektnosti tak zmeraj mora biti. Malo je treba imeti. Realno gledam. Ok, no dej, pa gremo malo na pač Iglune, ki je kaj točno? Razlož, kaj je sinopsis Igluje ali pa kako bi ti to predstavil? Ja, Iglo, samo ime je v bistvu okrajšava za improvizacijsko gledališče Ljubljana. In to smo 3 fantje. Jaz, Vid Sodnik pa Peter Frankl. V bistvu improviziramo vsi skupaj že kar nekaj časa in smo šli na eno konferenco Ohane, to je v bistvu ena improvizacijsko združenje mladih improvizatorjev, no, ki se dobiva tam 3-4 letno. In smo tam dobili idejo, da mogoče bi pa mi 3 radi skupaj delali malo več. To se pravi, da ne bi samo igrali v improligi, da ne bi imeli vsak svojih improprojektov, ampak da rečemo, mi 3 smo grupa, dajmo narediti različne improvizacijske predstave, dajmo jih delati z našimi tujimi improprijatelji in probati
to razvijati čim bolj profesionalno. To se pravi, da si pač zastavimo neke zadeve, da imamo redne vaje in da hkrati s tem delamo tudi kaj drugega, kakor je recimo ta naš podcast. In res, takrat smo se vozili, mislim, da je bilo to enkrat marca, aprila, in smo rekli, ja, dajmo to narediti. Je bila pa ena prvih idej, poleg tega, da bi delali bolj redne predstave v Sloveniji, tudi to, da bi šli aprila enkrat na eno krajšo turnejo po Evropi, ker se mi zdi, da to manjka malo v slovenski improvizaciji. No? Tukaj smo, v Sloveniji smo kar dosti znani, ljudje poznajo improvizacijo, je cel kup impro predstav po Sloveniji, v Ljubljani, Kranju, Mariboru, medtem ko improvizacije, prav ta naš slovenski stil, pa nismo še prav veliko predstavljali v tujini. In zaenkrat delamo na tem in tudi kaže, da ta turneja bo in da bo kar natrpana. No? Ja, lepa. Kaj pa to pomeni pol po Evropi? Da to ni una varianta, imel sem nastop v Evropi, v Koči, v Avstriji. Ja, šli smo celot k Slovencem, koroškim Slovencem čez mejo in smo ne turnejo. Ne, v bistvu, kakor zdaj kaže, bomo šli malo več kot 2 tednih, da bomo šli Švica, Francija, Belgija, Nizozemska, Nemčija, Češka, Avstrija, no? Če bo šlo vse po sreč. In to je pa kaj, v angleščini? To je v angleščini, ja. To bo vse v angleščini. Mi žal ne znamo dosti nemšk, da bi lahko improvizirali v nemščini, bi pa definitivno to prišlo prav, ker nemško občinstvo sicer imajo zelo radi angleške nastope, ampak še lažje pa prije do njih, če znaš nemšk. Mal držav v Evropi je toliko mednarodno odprtih, kakor je Slovenija, ker recimo pri nas smo imeli vedno tuje improvizatorje, ki so sem prišli, tudi 2-3 gostovanja na leto, imeli smo delavnice in predstave in v bistvu ljudem nikoli ni bilo problem prijeti na to predstavo, čeprav so vedeli, da bo v angleščini. Medtem ko drugje pa niso toliko zelo odprti, ampak valjda zato, ker jim tudi ni treba znati drugih jezikov, pač Nemcev je 80 milijonov, zakaj bi se za angleško učili? Ja, zakaj bi se trudili. Pa še po TV-ju ni podnapisal, ampak je zmeraj. Še sinhronizacija. To pa tako bija kakršnokoli željo po znanju. Če moraš risanke gledati v svojem jeziku sinhronizirane, pomeni, da verjetno angleščine nikoli ne boš prav dobro znal. Jaz se s tem ful strinjam, to je smešno. Ne bova šla v to, ker to je tak rabbit hole, ki nam bom prišla. Ja, poglejmo Italijane. Ja, točno to sem hotel reči. Ljudje, ki anime gledajo italijanščine. Ja, grasno. Ok, pa prej, ki si podcast omenil, kako ste pa na to idejo prišli, da ste sploh to začeli? Že tako poslušate podcast, ali kako je bilo s tem? Na to idejo pa v bistvu prišel Vid iz naše skupine. On je poslušal, mislim, da je en kanadski podcast, ga je odkril. No? Jaz sem tudi že prej podcaste dosti poslušal, ampak so bili večinoma kakšni komedi podcasti ali športni podcasti. Jaz namreč dosti spremljam, kar je mogoče zanimivost, ameriški nogomet in tudi rad poslušam recimo tam kakšne analize in pač ne moram drugače priti do tega, kot da poslušam podcaste. Skratka, Vid je naletel na en impro podcast in mu je bilo v bistvu to zelo zanimivo. Zakaj ni več teh impro podcastov, kjer bi se ljudje pogovarjali o improvizaciji, čeprav je improvizacije v svetu ogromen. In Vid je zelo tak impulziven človek, on da idejo in je seveda hoče takoj narediti. In pač ni bilo druge, kot da smo oba pristala na to in smo začeli. Ok, lepa. No, zdaj pa tako, vi ste do zdaj naredili, zdaj že spet v random časovne zanke zašla, ne? Ampak vi ste do zdaj naredili že 4 epizode, ne? Ali kako? Ja, 4. Prav, ne? Tako, ja. 4 ste že, pa zdaj 5 boste že snemali, ne? Ampak tisto, kar je zdaj pač za aparatus, važen je, da boste pač kmalu, ne bova rekla kdaj, ker je treba še ful narediti. Prej ali slej, pa še na aparatus prišli kot iglu podcast. Ne? Zdaj pa tako, ker si rekel, da je dosta improvizacijskih podcastov, da še malo, ker pač sva zdaj na podcastu, da sva malo meta, pa tudi te NFL, a lahko poveš kakšne, da folk zve, pa da jaz zvem, pa da še kaj tako poslušal? Od NFL-a?
Komod, mene je sicer NFL me bolj zanima to, kdaj ga bojo skenslali zaradi vseh pretresov možganov, ne. Ne, res, zanj sem bil gost v bistvu na enem ameriškem podcastu, ne. Ja? In smo se pol o športu pogovarjali, ne, sem rekel, da sem visok, pa rekel, a basket igraš, sem rekel, ja, pa on tako, jaz pa basket ne gledam, sem rekel, kaj pa gledaš, pa rekel, ameriški fuzbol, sem rekel, a to še obstaja, pa rekel, ne več za dolg, ne. Okay. Ne, to imajo tako, zdaj imajo res že strah pred tem, ne, ker vse te raziskave vam prihaja, da so oni vsi pa brain damage, ne, ker imajo pro karijere, ne, in je zdaj že orange panika. Orange je zdaj začel, ja. Mislim, te ljudje, ki so začeli takrat igrati profesionalno, so zdaj stari, ne, in se vidi, koliko so v bistvu dosti drugačni, kot vsi ostali ljudje v tej starosti, in je definitivno nevaren šport. Ja. No, in zdaj, ko se predstavlja ta nevaren šport, povej par podcastov. Definitivno priporočam Football Today od ESPN-a. Oni v bistvu naredijo nek tak pregled tekem, vedno tudi rangirajo ekipe, tako da veš, kjera ekipa trenutno je vroča, kjera ni. To je mogoče za tiste, ki delajo stave, malo bolj pomemben. Potem en del futbola omenjajo tudi Pardon the Interruption, ampak odvisno, no? Če je NBA sezona, pa se mi zdi, da se bolj na basket fokusirajo. Potem so pa te podcasti iz NFL.com, no? Predvsem Rich Eisen podcast, ki je v bistvu zanimiv, ker ni toliko vezan na ameriški futbol, ker ima on tudi v bistvu zanimive goste iz pop sveta. Ne? In pol seveda jih tudi vpraša, za katero ekipo pa ti navijaš, zato pa to, ker je moj oče, bi mogoče napovedal naslednje tekme in pol napovejo naslednje tekme. Okay. Tako, ne? Dave Demešek ima tudi na NFL.com en zelo dober podcast, ki je v bistvu tako, malo komedi, on je tam nek tak, bom rekel, na tem njihovem networku dežurni pavliha, ne, pač dela malo bolj štose, ampak tudi zelo kvalitetno in tudi vedno pregledajo, v bistvu ne povejo točno rezultate, ki se jim zdijo, da bojo v prihodnosti, ne. To, potem pa, kar redno poslušam, je še PFW in Progress, to je pa v bistvu podcast ekipe New England Patriots, katere fan sem. In tam imajo v bistvu te svoje pisce, ki dosti dobro analizirajo tekme, pogledajo, kaj se s Patriotsi dogaja, kdo je poškodovan in tako naprej. In tudi, kar je zanimivo, glede na to, da so od ene ekipe se ful doskrat skregajo, ne, in so tudi zelo kritični do ekipe in ta ekipa nikoli ne bo uspela in to drugo rekel, ne, jaz mislim, da počas napreduje, pol spet ta tret. Tako, zelo nihajo v tem razpoloženju in ljubezni do te ekipe. Če zgubi tisti teden, bojo definitivno popluvali, če zmaga, bo to najboljša ekipa vseh časov. Tako da. Ja, se ni tako, da pač Patriotsi so ena najbolj sovražni. To je tako kot Yanki v bejzbolu, a ni tako, a ni neka ta fora. So malo ratali, ja. Oni tam... Ker so toliko zmagovali, ne, pa so jih pa še dobili, ker so golfali. Še to je, neki so snemali s kamero. Tam okoli leta 2001 so oni res dobri ratali, no, s tem novim trenerem, in takrat je bilo raven potem 9/11 in še oni imajo ime Patriots in je bilo vsi, in imeli so enega quarterbacka, ki je bil zelo mlad in ta ekipa je bila taka, malo so bili pač underdogi, ne, in so jih imeli vsi radi, ne. Pa so začeli malo zmagovati, pa so jih dobili, da so snemali in pa je prišla sezona 2007, ko so bili nepremagani do Super Bowla in so se ljudje obrnili proti njih. Tako da je, mečkrat so en Real Madrid ameriškega nogometa, no, tako. Real, to lepš ne mogu reči. Nekoč uspešni, zdaj pa. Pač. Zdaj pa, ja. Imajo zelo dobro fan bazo, ampak ostali ljudje jih pa definitivno zelo sovražijo. Ok, lepa. Ono vre, da se o Patriotsih pogovarjam. Ja. Meni je to super drugače. Nisem vedel, da bo vas sem zašla. Ok, se pa lahko greva na tvojo strojno in programsko opremo, ne? Ja. Pa začela strojno, povej, ajde, računalnik, telefon, tablica, kaj imaš? Imam en računalnik, enega iMac-a, letnik 2011. To je še dosti frišen. Je kar v redu, ja. Naložene imam Maverickse, kar mi je v začetku malo predstavljalo težave. Imam namreč eno Akajevo AI Pro zvočno kartico
in seveda, kaj je znan potem, kar so me tudi, ko sem kupil, upozoril, da ni zelo žuren s svojimi driverji in Mavericksi so zdaj tukaj že več kot en mesec in še vedno nimajo driverjev za to kartico. So pa na njihovem forumu ponudili en obvoz, ki ga lahko zdaj uporabljam, tako da pač nekaj moraš klikati na driver in pol nekaj najdeti in pač lahko, bom rekel, uporabljaš v 60% tega, kar ta kartica ima. Odlično. Bi lahko priporočil kartico, če bi vedel, kako dela na polno, ampak zaenkrat ne vem, kako dela na polno. Super. Okay, kaj ima telefon pa pač na ta? Telefon imam iPhone, mislim, da 4S. Okay. To mi je všeč, da si rekel, mislim, da 4S. Vidim, da se s tem ful obremenjuješ. Ja, ne vem. Zdaj ni bilo nobene druge črke pa 4, se mi zdi. Definitivno je 4 pa ena črka zraven. Tako, no. Okay, se je 4S pol, ja. Uporabljam še en laptop, ki je tudi MacBook Pro, mislim, da je letnik 2011, isto en 13-inčen. Tablico pa imam nekje v enem predalu. Je pa ta štos, da je to neka Samsungova Ativ. Ativ tab imaš? Ja, Ativ tab, ja, tako je. A to je za Windowsi pa? To so Windowsi, prav te RT, ja, tako. Ojoj, to pa nisem kupil, mislil. Lansko leto sem namreč sodeloval z enimi študenti iz Freeja, no, ki so šli v bistvu na to Microsoftovo tekmovanje Imagine Cup. To je v bistvu tekmovanje programerjev, ki iščejo neke rešitve za boljši svet. Jaz sem delal predstavitev, tako smo bili kar dobra kompanija, no. In smo seveda za nagrade, ker smo šli, mislim, prva nagrada, ki smo zmagali v Sloveniji, je bila to seveda, da smo šli na svetovno tekmovanje pol v Avstralijo, ampak hkrati nam je pa pol Microsoft navrgel še cel kup telefonov in tudi eno tablico. No. Takrat dol v Avstraliji so nam obljubili, kako so že rekli, you will get a machine that has Windows 8. In pol, mislim, da se je vsaka lokalna Microsoftova izpostava odločila, kaj bojo dali, nam so dali pač tega Samsunga. Ok. Nekakle je sam treba reči, da Windowsi RT so pač zelo pohabljeni Windowsi, kjer pač, ja. Se strinjam, ja, zelo oskubljeni. Ja, tam nič skoraj ni. Razen to, da Office lahko uporabljaš, je več ali manj vse ostalo. Jaz sem dejansko to tablico testiral, zato vem, da so dobro, da ne skupaj. Jaz sem jo uporabljal zato, da sem gledal Breaking Bad. To pa mislim, da je vse, kar sem uporabljal. Če najboljša uporaba, po mojem, nisem si maksimum iztisnil. Zato je zelo dobro, ja. Za Breaking Bad posebej. Kaj pa pol software, pa ti tako rekel, une na telefonu, ki jih res uporabljaš, kjer so to app? Da mečkam pogledam. Kar daj. Mislim, da 9gag po moje največ uporabljam. Zelo rad zaspim ob tem, tako da pač malo gledam pa brskam. Od RTV-ja doskrat uporabljam app. Pa imam pa kar nekaj teh glasbenih appov. GarageBand vsake toliko časa se ga malo lotam, ClearTune uporabljam za oglaševanje kitare, pa tudi metronom smo v bistvu nekaj uporabljali celo na naših improvajah. No. Mene je namreč nekaj vmes prijel. Doskrat se pri kakšni impro predstavi namreč zgodi, da začeten prizor ali pa prvi 3 prizori naredijo nekak ton celotne predstave. Ne. To se pravi, da je predstava ima pol podobno dolge prizore, podobna, ne bom rekel tematika, ampak mogoče atmosfera. Ne. In sem pol razmišljal, kako v bistvu to razbiti. In smo tako v bistvu delali prizore, da smo imeli metronom zadaj in za vsak prizor smo pač spremenili beats per minute. In se je kar hitro poznali. No. Če je bil tempo hitrejši, je bila tudi, bom rekel, je bil prizor tak malo bolj živ, če je bil tempo počasen, je bil mogoče malo bolj morast in tako naprej. No, lepa. Ja, se si predstavljam, da če ti v zadnji kuca nekaj, ne hitreje, bo počasneje, da vpliva na te. Ne? Da šiba, ne. Skype definitivno uporabljam, Povio, YouTube, vsake to časa impresioniram folk s tem Starviewerjem, kaj je. Ja, to zadnje cajte, ja. Zvezde, lepo. Tošel, definitivno. Kar se igrc tiče, pa mislim, da zadnje čase sem večinoma igral Dots, pa Badland. Badland sem tudi malo igral.
Pa Tesla to imam, to mi je tudi zabavno. Mislim, da tako, če je kakšen otrok okoli mu malo pokažem ta Tesla, to je ne, da je pa se malo gre za ene purce. To pa tudi za navigacijo ga uporabljam. No. Imam sicer en GPS malo starejši za v avto, ampak je ta Sigic zelo uporabna zadeva. No. Ja, mislim, da pri nas sploh, tako da za Slovenijo mislim, da Sigic kar zmaga. Definitivno. Edino, česar mi ni najdel enkrat, je bil Krigl pub. Tako da noče imeti teh pijanskih zadev noter. Ne boš pil. To je taka random informacija. To da veste, no? Če boste slučajno Krigl pub iskali njega s Sigicem. Ja, raj Google Maps ali pa Apple Maps. Kaj pa za brat imaš kaj? Tako, jaz sem čakal, da še nekega Kindla ali pa saj tako neko... Imam Kindla, to sem pa pozabil. Ne vem, zakaj sem vedel, da boš to me... Ja, Kindla imam, ja. Moram reči, da ga kar vsake toliko časa malo zanemarim, no? Pa ne vem zakaj. Imam kar dobro kolekcijo knjig gor. Lahko bi ga več uporabljal, kakor ga. No? Sem pa si predvsem naložil dost, bom rekel, takih malo poučnih knjig, kar se tiče ilustratorja pa Photoshopa. No? Aha, ok. To je lahko lušteno, da sprobavaš. Zelo na amaterski ravni, ampak da vidiš, tako je pa precej lažje, kakor to, kar sem jaz delal, recimo. Pa ne rabiš pa pol ure za eno stvar, ampak 3 sekunde. Ja, sploh pri Photoshopu se to tako zelo hitro zgodi. Občudujem ljudi, ki imajo bližnice vse v glavi, medtem ko moraš ti brskati gor, pa help tipkati, kje je že ta actions, ne vem. Ja, meni je najslabše, ker sem enkrat nekaj že naredil, pa mineta 2 tedna, pa grem še isto stvar še enkrat delati, pa si nič nisem zapomnil in pa je cela ta krivulja. Pa še enkrat, ne? Ja, še enkrat, pa se pa tako na koncu, si to bi pa lahko vedel. To bi pa v bistvu lahko vedel. Ok, pa še to zadnje vprašanje, ne? Ki je tudi vedno isto. Ena fizična stvar, ki ni človek, tako da ne reči tvoj dedek, ki je naredila vtis na tvoje življenje, ti zaznamovala, jo lahko še imaš, lahko jo nimaš več, tako, kaj bi tako izpostavil? Fizična stvar, ki ni človek. Ja, nekaj, kar lahko roke primaš. En predmet, ne? Ja. Kaj bi me pa tako zaznamoval? Hvala. Mogoče, to malo se bo hecen slišal, kakšen materialist je ta američinski, ampak se mi zdi, da avto, no? Avto, lepa. Reč, da, ko sem kupil avto, sem precej stil življenja zamenil, kot sem ga imel prej. No? Prej sem se tako, imel sem bicikl, ful sem se gibal s tem biciklom, z njim sem hodil v šolo, ker sem imel recimo 10 minut z biciklom do šole. In pol pač, ko sem začel v Ljubljano hoditi, takrat sem še v Verdu živel, pri Vrhniki sem hodil z busom in tako naprej. Ne? Ampak v enem trenutku je ta vožnja z busom, dokler sem hodil do gimnazije Vič, je bilo super, ker je pač to trajalo pol ure, pa ko sem začel hoditi na FDV, je to trajalo 1:10 in pač ni bilo druge, kada si kupim avto. Ne? In pol, tako, ne vem, se mi zdi, kar nekaj je drugačen urnik, malo kasneje lahko ostaneš, malo se pol malo zamudiš, malo šibaš po cesti. Sem pa definitivno na faksu pogrešal to, da ko sem bil v srednji šoli, si lahko šel na bus, pa si imel še pol ure, da si malo ponovil sceno, kle pa pač, ko si v avto, ne moreš ponavljati. Ne. Ja, razen če hočeš umrti več. Ja, tako ne. Ne vem, mogoče. Tako in me še zdaj zaznamuje. No? Zdaj živim v Črni vasi tukaj pri Ljubljani in se vozim v Kamnik in ne vem, če bi lahko brez avta karkoli pametnega naredil. No. Ok, lepa, lahko poveš sam, kjer je bil ta prvo avto, ker te študentski so znali. Ta prvo avto je bil Peugeot 206. Svetlo-modre barve, tak, se mi zdi tipičen študentski, ampak mogoče FDV-jevski avto, no, kaj pa vem, to se mi zdi, da. Jaz sem tudi FDV, pa sem imel Opel Corso, tako da. Tako, no, se mi zdi, da nismo bili zelo Clio generacija, ti so bili pol bolj Filofax, pa to, no, kaj pa. Ok, lepa. Ja, en Peugeot 206 je bil, ja. Še brez klime, pa to zelo strip down, ampak solidno avto, dobro mi je služil. Sem bil kar malo žalosten pol, ker sem ga prodal, ampak sem pa rabil malo večje avto, ker kakor impro gledališče nikoli ne uporablja opreme ali pa kostumografije, scenografije, me zelo fascinira, koliko sem imel jaz enih impro stvari vedno v avto, ne. Mogoče to bolj izhajali iz tega, da sem dosti tudi impro predstav organiziral in potem so se rabile tablice tam, pa table, pa semafor, pa ne vem kaj.
In sem kar naenkrat imel skozi poln prtlažnik in pol še vse na zadnjih zicih. In pol sem rekel, ja, to ne gre, rabim nekaj večga. Ja, in sem ga prodal in zdaj je nekje v Bosni, se mi zdi. Pa tako, ok, klej je 5 šal bilo noter, čist neprimerno. Ja, Ne bom rekel. To vzem te sabo. Ja, raj to namer. Tako da, Juš, ful hvala. Ja, hvala tebi. Tako da, povej še, kje se te najde na internetih, pa kje se Iglu najde. Ja, Iglu se najde na naši spletni strani iglutheater.com, s tem, da theater je treba z angliško, mislim, ja, Royal British, pisavo napisati theatre, ne z ameriško, theater. Naše podcaste boste seveda našli na Aparatusu, smo pa tudi na Facebooku, no, Iglu Theater, oziroma gledališče Iglu, če vtipkate, boste našli. Jaz pa prav posebej svoje strani osebne nimam, ne vem. Zato treba sam še na Twitter spraviti. Ja, mogoče. Ta Twitter. Enkrat boš, enkrat se boš popustil. Bom pižami rekel, da te začne bombardirati, boš popustil. Ok, bom začel Twitter. Evo, Juš, da pa res, ful hvala, ker si prišel in to je bilo to. Evo, hvala tebi. Tole je bila 51. epizoda Aparatusa, jaz sem na Twitterju afna.anzet, sem tudi na mailu anze@aparatus.si, kakršnega koli feedbacka sem vedno vesel, Aparatusu lahko daste oceno tudi v iTunesih, vsem 81, ki ste to že naredili, ful hvala, ker tako še lahko kdo najde tale podcast. Seveda pa, če imate možnost, lahko Aparatus tudi finančno podprete, to pa naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri. Evo, to je naslednjega tedna to. Čau.